Nogometaši Domžal so za konec prve polovice prvenstva v športnem parku Domžale gostili Celje, ki je na lestvici prve lige Telekom Slovenije prvi zasledovalec rumenih. Trener Simon Rožman je v primerjavi s tekmo v Kidričevem udarni enajsterici opravil le eno zamenjavo. Namesto poškodovanega Lukasa Marija Horvata je priložnost od prve minute dobil Amedej Vetrih. Tekma je imela tudi dobrodelno noto, vsak gledalec je lahko v predložitvi dveh prehranskih izdelkov z daljšim rokom uporabe na stadion vstopil brezplačno. Zbrano hrano, ki so jo prispevali tudi igralci obeh ekip in sodniki na čelu z Nejcem Kajtazovičem, pa je klub predal dolgoletni partnerici Anini zvezdici. Pred obračunom smo bili priča tudi kratki slovesnosti. Slobodan Vuk je namreč v Kidričevem postal najboljši strelec kluba v zgodovini prve slovenske lige. Derbi 18. kola prve lige Telekom Slovenije so pred 800 gledalci sredine igrišča začeli nogometaši Celja, ki so se hitro znašli pod pritiskom domačih. Že v 8. minuti je takole po levi strani odlično prodrl Jure Balkovec, podal je do Vetriha, ta je na desni strani opazil Volariča, ta sprve do Alvirja, ki je streljal, na pravem mestu pa je bil vratar Celja Matic Kotnik. 18. minuta, prosti strel za Domžale, Jure Balkovec takole pred vrata, na pravem mestu je bil Amedej Vetrih, ki je popeljal Domžalčane v vodstvo z 1-0. To je bil prvi gol Primorca v letošnji sezoni, s tem je postal že 21. strelec kluba v tem tekmovalnem letu, sicer 15. strelec Domžal v najmočnejši slovenski ligi letos. Videli ste že priložnost Vuka v 29. minuti, potem 34. minuta napaka Kotnika, dvakrat je poizkušal Dobrovoljc, vratnica pa je rešila Celjane. 43. minuta znova Balkovec z kota, do strela Alvir, pred vrati pa je razčistil Elvedin Džinić. V izdihljajih prvega polčasa pa še priložnost za Celjane, odbil je Dobrovoljc, v kazenski prostor je žogo vrnil Podlogar, strel Volaša do žoge Čirjak, podaja nazaj do Džinića, ta pa mimo desne vratnice. Prvi polčas se je torej končal z minimalnim vodstvom Domžalčanov. Tudi v drugem polčasu so bili nevarnejši domačini, takole je Matjašič s pritiskom ukradel žogo, nadaljeval je Alvir, podal do Matjašiča, ta v sredino do Slobodana Vuka in Domžalčani so v 5. minuti drugega polčasa povedli že z 2-0. 37. gol Vuka za Domžale v prvi slovenski ligi, sicer pa v letošnji sezoni 8. gol, s čimer se je na vrhu lestvice izenačil z Markom Alvirjem. Prosti strel za Balkovca, Dalibor Volaš je stresel prečko svojih vrat, potem pa priložnost v 70. minuti za Celjane, streljal je Kovs, v kot je odbil Milič, podaja z kota Čirjaka, najvišji v kazenskem prostoru Irfan Hadžić, ki je znižal zaostanek Celjanov na 1-2. Torej še slabih 20 minut do konca so Celjani ujeli priključek, toda Domžalčani se niso zmedli, nova priložnost za rumene v 78. minuti, po podaji Alvirja je Vuk streljal mimo desne vratnice, še 81. minuta, zadnja priložnost na tekmi, na pravem mestu Dejan Milič. Iskrene čestitke fantom, nekako za nas zelo pomembna zmaga, igrali smo tako, kot je bilo treba za zmago. To je zelo pomembno, ker hočemo biti tudi tekmovalni. Na eni strani se moramo zavedati, da je naš nasprotnik ekipa Celja, ki je zelo dobra ekipa, ki ve, kaj hoče. In jaz sem zelo vesel, da smo nekako zabili 2 gola, mislim, da zadeli še 3 prečke, kar pomeni, da smo nekako nadaljevali v svojem ritmu. Res je, da nas je nekako tisti gol, bom rekel, malce presenetil, ker smo imeli, mislim, da totalno kontrolo, ampak mislim, da je ekipa dobro odreagirala, predvsem mirno, nadaljevala nekako v svojem stilu in moram reči, da nekako bi si želel, da bi tekmo mogoče že prej odločili v svoj prid, saj smo zato imeli priložnosti, ampak kljub vsemu. Jaz mislim, da ta zmaga je velika v tem boju za 3. mesto. Predvsem pa me veseli, da fanti še enkrat so odigrali eno vrhunsko tekmo. Domžalčani so prvo polovico sezone zaključili čvrsto na 3. mestu, kjer imajo kar 9 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Prvenstvo se nadaljuje že v sredo ob 18. ko bo v športnem parku Domžale občinski derbi med Domžalami in Radomljami.